o fantu, ki je lepo pozdravljal. Taras je bil na počitnicah pri dedku v veliki hiši ob morju. Nekega jutra je zgodaj vstal in se kar sam napotil proti trgu. Pot po ozkih ulicah je poznal, prav nič ga ni bilo strah. Že po nekaj korakih je srečal cestnega pometača, ki je svojo metlo iz šibja skrbno čistil tlak, gledal je v tla, Tarasa sploh ni opazil. Taras je šel naprej in kmalu naletel na poštarja. S kolesom se je vozil od hiše do hiše in v poštne nabiralnike odlagal pisma, gledal je v hišna vrata. Tarasa sploh ni opazil. Že blizu trga je Taras srečal gospo, ki je v dveh velikih mrežah, vsako v eni roki, nosila zelenjavo. Brisala si je potno čelo. Tarasa sploh ni opazila. Za svojo stojnico je branjevka urejala košare s solato, korenjem in krompirjem. Na majhne tablice je pisala, koliko kaj stane. Tarasa sploh ni opazila. Taras se je obrnil in šel proti domu. Mimo njega je prišel dimnikar, ki je bil obvešen s svojim orodjem in je ves čas gledal, kje iz strehe gleda kakšen dimnik. Tarasa sploh ni opazil. Doma je dedek sedel za mizo, bral časopis in pil kavo. O, dobro jutro, Taras! Danes si pa zgodaj vstal. Kje si že bil? Je vprašal. Dobro jutro, dedek! Sprehajal sem se, pa grem še malo nazaj. Ravno kar sem se nečesa domislil, je odgovoril Taras in se veselo zasmejal. Šel je po isti poti kot malo prej, ko je zagledal pometača. Je glasno pozdravil. Dobro jutro, gospod pometač. Pometač je dvignil glavo in se nasmehnil. Dobro jutro, mladi mož, je rekel. Pravkar je takrat mimo pripeljal poštar. Dobro jutro, gospod poštar, je pozdravil Taras. Dobro jutro, mladi mož, je odzdravil poštar. Taras je šel naprej proti trgu in je vsakega lepo pozdravil, ki ga je srečal. Potem se je vrnil domov. Bil je zelo dobre volje. Zvečer je oblekel pižamo in si umil zobe. Na lice je poljubil dedka, ki je dremal pred televizorjem. Šel je spat in sanjal, da so vsi ljudje v mestu njegovi prijatelji. Naslednjega dne sta z dedkom vstala istočasno in Taras je pojedel jabolko, pohrustal masleni rogljiček z medom in popil belo kavo. Dedek je tudi popil kavo, na hitro prelistal časopis in se obril. A greva malo naokrog, je vprašal Taras. Ne vzameš s seboj? Seveda, je prikimal Taras.
Srečala sta pometača in ga lepo pozdravila. Potem sta videla, da ne gleda v tla, ampak pogleda vsakogar, ki pride mimo, in ga lepo pozdravi. Srečala sta poštarja in ga lepo pozdravila. Videla sta, da ne gleda le v hišna vrata, ampak pogleda vsakogar, ki ga sreča, in ga lepo pozdravi. Mimo je prišel dimnikar. O, dober dan, je veselo pozdravil. To pa je mladi mož, ki nam je včeraj vsem prinesel dobro jutro. Jaz se zdaj trudim, da bi vsem prinesel dober dan. Dedek je začudeno gledal. Veste, je pojasnil dimnikar, tale fant nas je spomnil, kako lepo je, če se ljudje med seboj pozdravljamo. V mestu takoj posije sonce, čeprav pa nam se na nebu potikajo oblaki. O, to je pa dobra novica, se je razveselil dedek in ponosno pogladil Tarasa po glavi. Kaj praviš, če bi dodala dober sladoled? Dober dan, dobra novica, se je zasmejal Taras.